te proslave je večkraten. Ta veličastna proslava in te brigade, katerih praznik je danes, dokazujejo predvsem, da je ljudstvo tega dela slovenskega Primorja v dolgoletni okupaciji ostalo zvesto svoji matični domovini. Navzklic vsem mogočim šikaniranjem in terorju fašističnih voditeljev iz Rima. Prav navzočnost še živih borcev dokazuje, da je dalo ljudstvo slovenskega Primorja velik in dragocen prispevek za svojo osvoboditev in za skupno borbo vseh narodov Jugoslavije proti okupatorju. Slovensko prebivalstvo na teh tleh slovenskega Primorja je imelo hude dni, hude ure, več kot 20 let. Tlačil ga je Mussolinijev fašizem, s terorjem in z vsemi šikaniranji so ga skušali prisiliti, da bi se odrekel svoji narodnosti. Skušali so ga raznaroditi, ubiti slovensko dušo v njem in ga pripraviti do tega, da bi se odrekel sam sebi in da bi si ga podredili. Slovensko ljudstvo je ostalo vztrajno in stanovito v borbi na tem ozemlju, v tej neenaki borbi, v kateri je dalo dragocene žrtve tudi pred vojno. Rad bi poudaril, kako visoka je bila zavest ljudi na tej zemlji, koliko stoletij so vztrajali in ohranili svoj narodni značaj. In to celo pod najokrutnejšimi poskusi moderne fašistične italijanske ureditve, ki je takrat obstajala. In vseh tistih, ki jih je poslal Mussolini. Toda ni jim uspelo uničiti slovenskega naroda in ga spremeniti v nekaj drugega, kar je. Iz govora predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita 6. septembra 1953. leta na zborovanju na Okroglici. Tovariši in tovarišice, dobrodošli. A za akcije, ki ne sledijo, za revolucijo, da vsi enak živijo. To je za Josip Broza Tita, ker vemo, kdo smo, in je za idejo enakosti, kjer v srcu nosimo. Je za nas, za otroke, za družino, za tisti košček zemlje, kjer ga imamo vsi za domovino. A je za antifašiste, mlade in predane, ker jim ne pomeni nikoli na kolena, pa ne stane kot stane. Jaz sem otrok teh dolin, morja rek in kotlin, in živim za to, da se lahko borim. In pripravljen sem spet umreti, ker hočem verjeti v svet, kjer nam domuje pravica, ne pa vlada krivica. Jaz sem odgovor na pregnane v taborišča, na zadnje krike talcev, ko še zdaj odmevajo strelišča. Jaz sem odgovor na požgane domove, za poslane v grobove naplačujemo dolgove. In naša kri je taka, da ne bomo pozabili, niti v 1000 let, kaj vse ste nam naredili, ker fašistov je vse več, zgleda treba začeti s partizan mentaliteto, na juri spet in spet. Jaz vam očitno v genih, da bom umrl stoje, ker se ne plazem po koleni. In ne se ve, v mojih žilah teče kri partizanska, ne pa četniška, ustaška, ali boh ne drej domobranska. In jaz zaenkrat še vem, kjeri so kjeri vem, to so izdajalci in to so heroji za zmeri. In nisem jaz gubljen v veri, jaz vem, kdo sem, jaz ljubezen do domovine v srcu nosim. Zato na smrt fašizmu svoboda narodu odgovori. Tistem pestinjo ob čelu držim, ker vse drugače, lepše, od takrat na svetu, ko junaški partizan bo znak demokrasi v lase dekletu. Jaz sem prisluhnil poetu, ko je govoril o življenju, našega je v našem trpljenju, mogočne pesmi bomo peli. Smo zadovoljeni, verjeli smo v prihodnost in zato smo tudi uspeli. Fašistom na oblasti ne se pesem ta vzglede, in ste vredni sem poslušal vam njegove besede. Lepo je, veš mama, lepo je živeti, to da za kar sem umrl, in hočem še enkrat umreti. Nekaj bi morali v teh poeti, je povedal nadkarjiv še pred leti, kaj ti pesmi tihe več ne ranijo srca. Ni ljudem do slihom, ni jim do solza, in zato poeti naših dni bojte, kakor boju bojo.
Poslušajte ljudeh razlik, odrkim srci, krisa mi se zdi, da večina poletov do zdaj špočni. Zdaj, če veš poet svoj dolg, če te v prst začne, ne si ti grlo odle, zaviko bo, boleko po naši in naša boleta se mlad. To lepo bo biti mlad, to je naš. Povej da našim trocem, kako smo partizani, borili se za prihodnost, ne pa čase za nami, skupaj strani, vseh vrhov, bo srču gozdov. Zdaj kaj bomo zgradili, ko pridemo domov. Povej da nismo vedeli, da med nami so fašisti, ko postali so komunisti, da bi bili kapitalisti. Uničil vse, kar skupaj smo gradili. Včasno nas pa žleši bog, ko spojim se to poslil. Pozdravljeni in dobrodošli, spoštovane in spoštovani od vse posod naše lepe domovine, na srečanju, ki smo ga poimenovali Tu smo doma. Pisalo se je leto 1953 in prav tu, na Ljaškem polju, je 6. septembra potekalo najbolj množično zborovanje v zgodovini našega naroda. Več kot 30.000 ljudi je pred vsem svetom dokazalo svojo enotnost in tako pomembno vplivalo na rešitev ozemeljskega vprašanja takratne cone B. Iz več kot 100.000 src en sam utrip so pred 6 desetletji Primorske novice naslovile svoje poročilo. In danes smo tu, da obeležimo ta svetov in pomemben trenutek naše zgodovine. K pozdravni besedi vabim župana občine Renče - Vogrsko, gospoda Aleša Bucika. Prosim. Tu smo doma, na prepihu zgodovine in mejniku slovenske domovine. Na ozemlju, na katerem je borba za svobodo in slovenstvo krepila in plemenitila značaj slovenskega naroda. Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Janko Veber, spoštovani župani primorskih občin, dragi gostje iz zamejstva, udeleženci okroglice 1953, prijatelji, tovariši in vsi nastopajoči. Prisrčno pozdravljeni na prireditvi, ki smo jo pripravili v počastitev 60. obletnice množičnega zborovanja na okroglici. Tu smo doma, na območju, kjer so bile v zadnjih stoletjih 4 države in vsaka je uveljavljala svoj pravni red, kulturo in jezik. Odnosi z Italijo so bili leta 1953 zelo napeti, saj je šlo za Trst, ki se ga je Italija še vedno lastila. Italijanskemu kopičenju orožja ob meji je sledila jugoslovanska mobilizacija. Množično zborovanje 6. septembra 1953 je želelo opozoriti sosedo na odločnost pri reševanju tržaškega vprašanja. Istočasno je bila to priložnost spomniti se sklepov o priključitvi Primorske k matični domovini.
V tako razgretem ozračju se je na okroglici zbralo preko 300 tisoč ljudi, ki so pripotovali z 100 vlaki, 5000 kamioni, 3000 motorji, večina pa jih je prišla s kolesi ali peš. Na zborovanju, na katerem je bila obeležena tudi desetletnica osvoboditve Slovenskega primorja, se je predsednik takratne države Josip Broz Tito zavzel za to, da Trst ostane mednarodno mesto. Njegovo slovensko zaledje pa naj se priključi Jugoslaviji. Obeležujemo torej znamenit dogodek, ki je postavljal temelje priključitve Primorske k matični domovini, ne le na Primorskem, ampak v celotnem prostoru, kjer so živeli in še žive Slovenci, in ki simbolizira večstoletna hotenja slovenskega naroda po samostojnosti in neodvisnosti. V smislu teh vrednot se danes prav gotovo odvijajo podobni časi kot takrat, ko je predsednik na zborovanju sporočal ljudskim množicam. Slovensko ljudstvo je ostalo vztrajno in stanovitno v borbi na tem ozemlju, v tej neenaki borbi, v kateri je dalo dragocene žrtve tudi pred narodno-osvobodilno borbo. Danes se besede o velikem zgodovinskem pomenu upora in borbe za slovensko zemljo nanašajo na zaščito slovenstva in vrednot, ki v ospredje postavljajo dostojanstvo človeka znotraj pravične družbe. Občina Renče Vogrsko želi ohraniti kulturno-zgodovinsko dediščino naših krajev. Zato skupaj z ostalimi goriškimi občinami postavlja spominsko obeležje dogodkom, ki so oblikovali zgodovino našega kraja in postavili mejnike naše domovine. S tem zaokrožujemo spominski park na Vogrskem, kjer smo že vzpostavili pot Brigadirjev v Oblijaku in športni park pod viaduktom. Pripravljamo pa tudi prostor za Vogrinsko tržnico. Spoštovani, okroglica danes tako postaja opomnik zgodovine, ki ponovno sporoča slovenskemu ljudstvu, da se je vredno boriti za svoj prostor, za splošne vrednote in braniti mejnike, ki znotraj Evropske unije ščitijo slovenski narodni značaj. Zato naj bo današnja slovesnost tudi trenutek, ko lahko s ponosom rečemo: res je, tu smo doma. Težka in hkrati bogata, žlahtno bogata je zgodovina primorskega naroda. Del nje je zagotovo tudi zborovanje na okroglici pred 60 leti. Pomembno za celotno Slovenijo in takratno skupno državo. Zgodovinar dr. Branko Marušič, ki je bil tudi udeležen nad zborovanja, nas bo popeljal skozi takratno dogajanje. Spoštovani, Vipavska dolina, raznolika in svojstvena krajina, med visokima kraškima planotama Trnovskega gozda in Nanosa na severu in nizko planoto Kras na jugu, zaradi svoje lege, zlasti prehodnega območja med dvema evropskima polotokoma, doživela že zelo zgodnjo človeško poselitev in razgibano preteklost. Ni naključje, da so se tu odvijali mnogi in nekateri zelo pomembni dogodki zgodovine današnjega zahodnega slovenskega prostora, zlasti ob cesti, ki je v davnih časih nedaleč tod vodila iz Patske in Furlanske ravnine preko Postojnskih vrat v dolino Save ter dalje v Panonijo in na Balkan. Že v predslovenskem oziroma predslovanskem času so bila tu razvita trgovska pota, preko tega ozemlja so se selila ljudstva, te so se od zahoda na vzhod in obratno prenašali civilizacijski vzori antičnega in krščanskega sveta. Zgodovinski viri pišejo o zmagi krščanske vojske pri Hljublju konec 4. stoletja našega štetja in o bitki med germanskima plemenoma vzhodnih Gotov in Skirov na Soči pri Majnicah konec 5. stoletja. Langobarska selitev v severno Italijo je omogočila prihod slovenskih prednikov na začetku 7. stoletja. Prva omemba Gorice leta 1001.
je potrdila trdno slovansko oziroma slovensko naselitev, obstoj feudalnega družbenega reda in nastajanje goriške grofije. Dolina je doživela to turške osvajalne pohode, beneško-habsburške vojne v začetku 16. in 17. stoletja, kmečko uporno gibanje pred 300 leti in pohod Napoleonovih vojakov. Leta 1820. je v svoji prav znameniti pridigi pri svetemu Hieronimu Matija Vertovec razmišljal, da sta Nanos in z njim Vipavska dolina videla skorajda vse evropske narode, ki so prehajali gor in doli po dolini in po pobočjih Nanosa. Tudi zadnji 2 stoletji je bila Vipavska dolina priča nekaterim prelomnim dogodkom. Njih izbor začenimo s prvim množičnim zborovanjem primorskih Slovencev 18. oktobra 1868 tu v bližini na Otavi pod Ozeljanom. Zborovalci so zahtevali uresničenje slovenskega političnega programa s temeljno točko, da se na razne dežele razdeljena Slovenija združi v eno upravno enoto. Del Vipavske doline je bil neposredno vpleten v dogajanja Prve svetovne vojne. Na Nanosu se leta 1927 ustanovila tajna revolucionarna organizacija Tiger. Prva velika bitka primorskih partizanov se je odvijala prav tam aprila 1942. Nad Ozeljanom je bil istega leta sredi poletja ustanovljen prvi primorski partizanski bataljon, ki je nosil ime pesnika Gregorčiča. Vogrsko je bilo središče dogodkov ob kapitulaciji v Italije in v dneh Goriške fronte. Na Ajševici je bilo septembra 1947 množično zborovanje o priključitvi Primorske k matični domovini. In na okroglici 5. in 6. septembra mogočno srečanje ob 10. obletnici Goriške fronte, ob 10. obletnici nastanka primorskih brigad ter ustanovitve 9. korpusa. Ves ta sklop zgodovinskih dogodkov pa zaključujejo spopadi manifestacije za osamosvojitev Slovenije na območju med Razdrtem in Rožno dolino junija leta 1991. Očitno je dovolj razlogov, da danes odkrivamo spominsko znamenje posvečeno Vipavski dolini in njeni zgodovini. Obeležje, zagotovo prizorišče bodočih učnih ur, je spodbudila 60-letnica okroglice, ki ni le krajevne ime, pač pa pomeni v našem besedovanju in pomnjenju predvsem veliko srečanje Slovencev. Okroglica pomeni tudi nastop takratnega jugoslovanskega predsednika Tita, ki je sredi Vipavske doline v kritičnem trenutku reševanja tržaškega vprašanja sporočal Italiji in svetu, kako se jugoslovanska država zamišlja ureditev mejnega spora med Italijo in Jugoslavijo, spora, ki je nastal zaradi nejasne usode nikoli uresničenega svobodnega tržaškega ozemlja. 15. septembra 1952 so v Dolenjskih Toplicah počastili 10-letnico prvih slovenskih partizanskih brigad. V svojem govoru je tedaj predsednik jugoslovanske vlade Josip Broz Tito se tudi dotaknil poglavitnega zunanje političnega problema Jugoslavije, to je tržaškega vprašanja. Naslednje leto pa so tudi na Primorskem se pripravljali, da počaste 10. obletnico Goriške fronte in 10. obletnico nastanka primorskih partizanskih brigad. Za kraj prireditve je bila zbrana okroglica, na njo na prireditev pa so bili povabljeni vsi Slovenci in tudi Slovenci, ki so živeli v Italiji in na svobodnem tržaškem ozemlju. Povabljen pa je bil tudi predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Če je bilo leto pred okroglico tržaško vprašanje ena od sestavin njegovega govora, je bilo 6. septembra 1953 poglavitna vsebina. Tudi govornikovi vložki s podatki o zgodovini Primorske in Istre, o slovensko-jugoslovanskih odnosih z Italijo v preteklosti, so služili razumevanju problema, ki je bil v letih po drugi svetovni vojni poglavitno vprašanje, kot je že rečeno, jugoslovanske in zunanje politike. Tržaško vprašanje, katerega srž je pravzaprav odločitev, komu in zakaj ne bi Trst z bližnjim zaledjem pripadal, je bil zapletel in v več fazah opletegajoči problem evropske in svetovne politike. Ni se pojavil po drugi svetovni vojni, pač pa ima daljšo predzgodovino, saj sega v samo leto 1848. Po drugi svetovni vojni ga je skušala rešiti mirovna pogodba z Italijo z leta 1947 z ustanovitvijo svobodnega tržaškega ozemlja pod nadzorom Varnostnega sveta Združenih narodov.
To ozemlje ni nikoli zaživelo in tako je nastala huda kriza, prva kriza, ko so zahodni zavezniki marca 1948 objavili namero, da bodo svojo tržaško ozemlje vrnili pod italijansko suverenost. Ta odločitev je bila povsem v duhu tedanje hladne vojne. Vendar je v ta hlad prinesel nov vidik, spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo. Spor je spremenil strateška razmerja v Evropi, saj bi bila lahko Jugoslavija obrambni zid Zahoda pred Sovjetsko zvezo in tudi z njenim morebitnim vstopom, se pravi Jugoslavije, v Severnoatlantsko zvezo, bi se protisovjetske sile v Evropi okrepile. Če so Američani in Britanci reševanje svojega državskega ozemlja nekoliko prepuščali času, pa tega ni storila Italija v nenehni zahtevi, da se svobodno državsko ozemlje vrne pod njeno suverenost. Sredi aprila 1953 je De Gasperjevo vlado v Italiji zamenjala vlada desničarskega Giuseppeja Pele. Ta je želel problem Trsta reševati po hitrem postopku. V sporočilu jugoslovanske poluradne agencije Jugopress je Italija zaznala namero, da Jugoslavija želi silo vdreti na svobodno državsko ozemlje. To je Italijo spodbudilo, da je konec avgusta 1953 premaknila 3 oklepne divizije in enoto pedalcev na meje za Jugoslavijo in svobodnim državskim ozemljem. Poleg tega pa je zanimivo, italijanska vlada kot razlog za tako posebno stanje omenila tudi zborovanje, ki so ga pripravili na okroglici, saj bi lahko tolikšna koncentracija nekdanjih partizanskih borcev bila povod za invazijo na italijansko ozemlje. Italija je te svoje premike vojske na mejo opravila, ne da bi pri tem obvestila Severnoatlantsko zavezništvo, kar bi sicer morala storiti. V tistih dneh je celo skupina oboroženih italijanskih vojakov prekoračila državno mejo, italijanska letala pa so kršila jugoslovanski zračni prostor. V takem naelektrenem, pogosto tudi s čustvi nabitem ozračju, je torej potekalo zborovanje na okroglici. Tito naj bi imel, kot sodi pisec njegove biografije, profesor Pirjevec, enega svojih najbolj znamenitih govorov. V govoru je tudi porabil besede, ki so bile, kot pravi Pirjevec, bolj ironične in žaljive, kot bi bilo umestno, saj se ni mogel premagati, da ne bi usmešil italijanskih vojakov, ki da mahajo z leseno sabljo. Toda Titove besede so tistega 6. septembra imele magično moč. Njegov govor je odmeval po vsem svetu. Predsednik italijanske vlade Pela je Titu, imenoval ga je tako imenovani maršal, izrazil, da je predlagal plebiscit, kar pa je Tito v svojem govoru 13. septembra 1953 v Splitu zavrnil. Ostrina, ki se je v odnosu med Italijo in Jugoslavijo po okroglici še okrepila, je zaveznike, Američane in Britance, navedla, da so začeli snovati načrt o razdelitvi svobodnega državskega ozemlja med Italijo in Jugoslavijo. 8. oktobra je sedela dvostranska nota Velike Britanije in Združenih držav Amerike, da se zaradi nastalih razmer odpovedujeta svoji vojaški upravi v coni A svobodnega državskega ozemlja. To dejstvo je razburilo jugoslovansko stran in Tito je v Leskovcu 10. oktobra 1953 izjavil, da bo Jugoslavija branila svoje ozemljske pravice tudi za vojsko. Sledile so demonstracije po celotnem ozemlju Jugoslavije in vpoklicanih je bilo 90 000 rezervistov. V tem času pa so se v diplomaciji zainteresiranih držav že kazali obrisi bodoče rešitve tržaškega vozla. Se pravi, delitev svobodnega državskega ozemlja med Italijo in Jugoslavijo. Reševanje se je začelo s diplomatskimi pogovori februarja 1954. Tudi ti pogovori niso potekali brez zapletov. Pri tem so bili tako pri Italijanih kot na strani Jugoslavije sile, ki so bile nepopustljive ali vsaj manj tolerantne pri odrekanju ozemlja. Pri Italijanih je bil to obalni pas od Milj do Novega Grada, pri Slovencih pa Trst in njegova neposredna slovenska okolica. Londonski sporazum o soglasju iz oktobra 1954, sledil je diplomatskim pogajanjem, je de jure še vedno ohranil svobodno tržaško ozemlje, de facto pa ga ukinil. Pri reševanju sporov med Italijo in Jugoslavijo je prevladovala modrost, sposobnost odrekanja in pogled v prihodnost. Del te prihodnosti je tudi današnji dan, ko obujemo spomin na sporočila in izročila okroglice.
Eno izmed njih je bila tudi meja, ki naj sosede združuje in spodbuja k tvornemu sožitju. Hvala lepa. Spoštljiv pozdrav namenjam predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Janku Vebru, in ga vabim k slavnostni besedi. Hvala za besedo in lep pozdrav, spoštovani župani, lepo pozdravljena kolega poslanca, ki sem jih opazil v našem druženju. Tukaj tovarišice in tovariši, drage udeleženke in udeleženci. Z današnjo slovesnostjo se spominjamo doslej najbolj množičnega srečanja Slovencev v vsej zgodovini, na katerim je 300 tisoč udeležencev svojo prisotnostjo jasno podprlo odločenost jugoslovanske države in njenega vodstva, da slovenskega ozemlja ne prepusti tujemu gospodarju. Bil je čas, ko se je reševalo zapleteno tržaško vprašanje in prav tu so pred 60 leti donele odločne besede takratnega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, s katerimi se je pred svetovno javnostjo postavil v bran slovenskemu ljudstvu in njegovemu ozemlju. Tito je v svojem vznesenem govoru svaril italijansko vlado pred nepremišljenimi potezami in se zavzel za to, da bi Trst postal mednarodno mesto, njegovo slovensko zaledje pa bi priključili Jugoslaviji. Njegove besede so, kot se še danes spominjajo nekateri udeleženci, množično navdušili do te mere, da so viharni vzkliki odmevali pod nebo in se odbijali od pobočja Čavna. Takšno reakcijo povsem lahko razumemo, če vemo, da je Rapalska mirovna pogodba iz leta 1920 nas, Slovence, močno prizadela. Odtrgala nam je kar četrtino ozemlja in od domovine odrezala velik del slovenskega prebivalstva. Kar naenkrat se je pod Slovanom nenaklonjeno italijansko nadvlado znašlo več kot 300 tisoč Slovenk in Slovencev. Italijanska oblast pa je kaj hitro dokazala, da ji ni mar za pravice drugih narodov. Z vzponom fašističnega režima
se je ta nenaklonjenost sprevrgla v odkrito sovražnost in raznarodovanje. Primorski živelj, ki je ostal onkraj meja, je bil izpostavljen neusmiljenim asimilacijskim pritiskom in trdi roki raznarodovalne politike. Slovenščina je dobesedno izginila iz uradov in javnih napisov. Številna slovenska društva so bila razpuščena, slovenska imena poitalijančena in slovenske šole ukinjene. Uničevanje kulturnih središč, kakršen je bil Narodni dom v Trstu, knjižnic, poslopij delavskih in slovenskih organizacij, je postalo sestavni del bolečega vsakdana primorskih Slovencev. Dolgih 25 let so ti neutrudno prenašali breme uničevane fašistične ideologije, ki je slovenstvu pripisovala nezgodovinskost, podrejenost in slovansko manjvrednost. Fašistična oblast si je na vse pretege prizadevala, da bi zatrla narodovega duha primorskih Slovencev, vendar tega ni bilo moč niti upogniti, kaj šele zlomiti. Skoraj 3 desetletja genocidne fašistične politike so primorskega človeka spodbudila k odporu, ki ga je razvila organizacija Tiger, ga nadaljevali z bojem v narodno-osvobodilnem boju. Namesto, da bi se podredili politiki raznarodovanja in uničenja, so se z vsemi silami in ne glede na ceno zoperstavili okupatorju. Uprli so se, pa čeprav so vedeli, da bodo za to plačali visok krvni davek. Po letih gorja, trpljenja ter po številnih padlih žrtvah je 1. maja 1945. leta v Trst vkorakal slovenski 9. korpus skupaj z borci 4. armade Jugoslovanske narodno-osvobodilne vojske. Kljub tej zgodovinski osvoboditvi pa nam konec vojne še ni prinesel tako želenega in pričakovanega trdnega miru. Vprašanje narodnostne in državne meje na Primorskem je ostalo odprto še dobro desetletje potem, ko je orožje že utihnilo. Zavezniki se kar niso mogli dogovoriti glede poteka nove meje med italijansko in jugoslovansko državo. Šele leta 1947, torej 2 leti po koncu vojne vihre, je Jugoslavija pod pritiskom mednarodne skupnosti in v izogib nadaljnjim zaostrovanjem odnosov med zavezniki pristala na Pariško mirovno pogodbo, s katero je bilo ustanovljeno tudi na cono A in cono B razdeljeno svobodno tržaško ozemlje. Z novo državno mejo pa so v Italiji ostali Beneška Slovenija, Rezija, Kanalska dolina in Gorica. Kljub mirovni pogodbi je spor za razmejitev med Jugoslavijo in Italijo s pomočjo zavezniških sil nadaljeval vse do leta 1954. Svobodno tržaško ozemlje je na pragu hladne vojne postalo ena prvih kriznih žarišč po vojni Evropi. Zlasti zaradi zahodnih sil, ki so želeli zato, ker ni bilo povsem uresničeno svobodno tržaško ozemlje v celoti, prepustiti Italiji. Poleti in jeseni 1953. leta, potem ko je Italija na mejah cone A začela koncentrirati svoje vojaške enote, so se odnosi med državama še zaostrili. Na Primorskem je ponovno brilo, rešitev tržaškega vprašanja pa se je zdela oddaljena bolj kot kadarkoli prej. Imeli smo občutek, da nas in naših zahtev nihče ne sliši, kot da nam nihče ne prisluhne, vse do množičnega zborovanja tukaj na Okroglici. Zborovanje na Okroglici, ki se ga danes ob 60. obletnici še posebej spominjamo, je nedvomno pomembno prispevalo k razrešitvi tržaškega vprašanja. Množice ljudi, ki so se na to zgodovinsko zborovanje trumoma zgrnile zato, da bi ubranile, kar je slovenskega, so svetovni javnosti dokazale svojo enotnost in odločenost. Tedanji predsednik Tito pa je številčnost množice izkoristil za to, da je ne le Slovence, pač pa predvsem zaveznike, ki tedaj pri tržaškem vprašanju niso popuščali, jasno, ostro ter borbeno nagovoril. S tem je v svet poslal nedvoumen signal, da želimo spor rešiti na civiliziran in miroljuben način. Da pa smo pripravljeni, ukolikor bi bilo to neizbežno, kljub bridki izkušnji druge svetovne vojne, ponovno prijeti za orožje, kar se je zlasti pokazalo ob dvostranski izjavi ameriške in britanske vlade z dne 8. oktobra 1953, da enostransko prepustita
njuno vojaško oblast v coni A Italiji. Se pravi, samo mesec dni po zborovanju tukaj na Okroglici. Jugoslavija je kot odgovor na to odločitev vojaško okrepila zahodno državno mejo, hkrati pa se je odločila, da zaradi sporočil, ki so prihajale iz Okroglice, za diplomatsko, za miroljubno, preudarno, realistično in prihodnost zazrto pot reševanja tržaškega vprašanja, kar se je leta 1954 podpisom londonskega memoranduma o soglasju tudi uresničilo. Spoštovani, morda se v današnjih časih, ko je predvsem slovenski politični prostor vedno znova prežet z ideološkimi vprašanji uporabe rdeče zvezde oziroma simbolov tako imenovane polpretekle zgodovine, kdo sprašuje o smislu obeleževanja dogodkov, kot je današnji. Morda bi lahko koga zmotilo tudi dejstvo, da gre za množično zborovanje, katerega osrednji udeleženec je bil tedanji predsednik Josip Broz Tito, ki je 300.000 glavo množico spodbudno in jasno nagovoril z domoljubnimi besedami: tu smo in tu bomo ostali, svobodni, neomajni v borbi za mir, odločeni žrtvovati vse, če bi kdorkoli hotel vzeti samo košček od našega narodnega telesa. Ne glede na to, z katerega zornega kota gledamo na našo zgodovino in ne glede na politično orientacijo, ki ji pripadamo, pa ne moremo zanikati dejstva, da je bilo zborovanje na Okroglici znamenit dogodek ne le v zgodovini Primorske, temveč vsega prostora, kjer so živeli in še žive Slovenci znotraj in zunaj državnih meja. Ne moremo niti mimo dejstva, da ni šlo le za obujanje spominov na borbeno in junaško preteklost, ampak predvsem za spontan odgovor ljudstva na problematiko tržaškega ozemlja, za ostro zavračanje obmejnega rožljanja z orožjem. S tem zborovanjem smo Slovenci enotni in združeni, kot le malo kdaj v zgodovini, dali Italiji in celotni mednarodni skupnosti jasno vedeti, da hočemo, da slovensko ozemlje ostane slovensko in da smo odločeni braniti vsako ped naše zemlje. Spoštovani, ta dogodek je v letošnjem letu tudi združil 6 občin na Goriškem pri odločitvi za postavitev spominskega obeležja, na katerem so vpisani pomembni, celo prelomni dogodki od prve omembe Gorice preko Tolminskega punta, kateri obeležuje letos 300-letnico do dokončne osamosvojitve Slovenije. Upam, da s tem ta kraj ponovno postaja prelomni mejnik, ki nas bo spomnil, kako je nastajala slovenska država, kaj vse je bilo potrebno prestati in narediti, da smo se ohranili kot samostojna nacija, da smo ohranili svoj jezik, svojo kulturo. Naj bo to mejnik v današnjem času v naši zavesti, da moramo oblikovati skupno stališče za obvladovanje številnih špekulacij, katerih namen je prilastiti si čim več državnega premoženja in čim bolj stisniti državljanke in državljane. Rešitev je naše enotno sporočilo, da zmoremo sami reševati naše ključne probleme in da ne podležemo brezosebni neoliberalni politiki. Kako brezosebna je, lahko vidimo že na primeru naše največje državne banke, kjer kot osnovo za komunikacijo uvajajo tuj jezik. S tem dejanjem so prizadeli prav tiste varčevalce, ki so to banko ustvarili in ji zaupajo. Takšen odnos je nedopusten, saj pomeni omalovaževanje naše biti. Jezik je jedro, bistvo vsakega naroda in naš je še posebej edinstven. In tudi težnja za ohranitev našega jezika in naše kulture je bila prelomni povod za dokončno osamosvojitev Slovenije. Danes, ko smo samostojni, tega ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, ampak kot dejstvo, ki se ga moramo zavedati in na katerem moramo graditi našo prihodnost.
Moramo določiti, kaj je naš nacionalni interes na področju bančništva, gospodarstva in njegovega ožilja, ki ga predstavljajo prometna infrastruktura, energetika in telekomunikacije. Samo tako bomo lahko kot enakovreden partner ohranjali dobrososedske odnose in suvereno nastopali na tujih trgih širom sveta. Privatizacija je vedno smiselna, toda kot država moramo vedeti, kaj je za nas strateškega pomena. Še posebej pomembno je, da se ne dogajajo netransparentne in nepremišljene prodaje, ki zmanjšujejo blaginjo ljudi. Danes imamo občutek, da smo pozabili na naš geostrateški položaj in na željo po razvoju. Zato še enkrat poudarjam, naš razvoj mora biti oprt na znanje in odgovorno upravljanje tako bank kot podjetij. Odnos med lastniki podjetij, vodstvom in zaposlenimi mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju in primernem nagrajevanju, ne pa izkoriščanju. Podjetja danes potrebujejo oporo v lastnikih, še posebej strani države, in samo takšen model poslovne odličnosti mora postati naš cilj. Spoštovani, v dolini reke Vipave, na tem pestrem stičišču romanskega in slovanskega sveta, so se tekom zgodovine zvrstili številni dogodki in začrtali prelomni mejniki, ki so za seboj pustili svojo sled. Med te pomembne in zgodovinske dogodke sodi tudi množično zborovanje Slovencev pred 60 leti, ki danes dobiva svoje obeležje. Verjamem in upam, da bo spominski park služil ohranjanju spomina tako na zgodovinski upor proti okupatorju, ki je del naše trdožive identitete in hkrati temelj našega nadaljnega razvoja, kot tudi k ohranjanju spomina na enotnost in predanost Slovencev skupnim ciljem. Hvala za vašo pozornost. Vipavska dolina, v njej je nastajala zgodovina. V spomin na doslej najbolj mogočno zborovanje Slovencev. To je glavni napis na spominskem obeležju, ki ga danes odkrivamo. Ob njem pa so še misli dr. Karla Lavriča, šempetrskega tabora leta 1868, Borisa Kidriča, zborovanja na Ajševici 1947, Franceta Bevka iz knjige Pot v svobodo in Josipa Broza Tita, zborovanja na Okroglici 1953 leta. Spominsko obeležje je zasnoval arhitekt Jernej Krajger. In zdaj prijazno vabim in prosim predsednika borčevske organizacije Nova Gorica Vladimirja Krpana, tudi udeleženca zborovanja pred 60 leti, ter osnovnošolca z Vogarskega Zojo in Lijama, da na spominsko obeležje položijo šopke cvetja in ga s tem predajo prostoru in nam. Kjer je bled sveto
In prihodnost moramo graditi z odprtim srcem. Sanjal sem svet brez bolečine, svet, v katerem smo vsi otroci iste domovine, vsi iz iste družine. Sanjal sem svet, v katerem skupaj se igrajo, otroci se kras in ver, čeprav jezika ne poznajo. Več več revnih in bogatih, bilo ki pod soncem se pojaviš, si v družbi sebe najtih in več več vojn zaradi denarja. Problemi se rešujejo za mizo, ko se človek s človekom pogovarja. Sanjal sem svet, v katerem cel sistem deluje, da vsak si lahko prvož, da svoje sanje zasleduje. Svet, kjer ni treba biti zadet in živeti v omami, zato ker se počutimo sami, ker ni sami, ni osamljen, ni prevaranih in ni izdanih, ni zlorabljenih strani bolanih, ni pregnanih iz zlatih domov. Sanjal sem, da svet je lepo zelo, da sem našel to, kar sem iskal. To je svet, v katerem hočem verjeti, to je svet, v katerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem napravljen kripljen, če mi pomaga, da svet spremeni. Svet za umreti, to je svet, v katerem hočem verjeti, to je svet, v katerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem napravljen kripljen, če mi pomaga. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval. Videl mlade talente, kjer so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fuka. Učitelje, kjer niso učili, kvečemu željo po znanju ubili, želi, da bi vzgojili poslušljive robote, kjer sem nemo sledijo. Videl, kako dobrota skozi gubi pred hudo bijo, videl polna sodišča, videl, da se reveža še zdaj izkorišča. Igle v peskovniku otroškega igrišča so kazali, kaj ostane, ko se sanje izgubijo, a pa še huj, ko se sanje z drug spustijo. Videl sem ga, ko ti lahko načela spremenijo, če ti šuške zdišijo, videl svet in rekel sem adijo. To ni svetu, kjer ga hočem verjeti, to ni svetu, kjeram hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri preniči, če kri pomaga tale svet spremeniti. Svet za umreti, to ni svetu, kjer ga hočem verjeti, to ni svetu, kjeram hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri preniči, če kri pomaga. Če moja dejanja ne pripeljejo do tega, oče mrtvakova sanja, a bo zdaj ideja, kot je zdarja, prazni ste veja, kot tisto knjigi nima veze, pa bo zdaj ideja. Če moja dejanja ne pripeljejo do tega, mrtvakova nima denarja, a bo zdaj ideja. In nekojo bo pobral, in nadaljeval, to, ker jaz več nisem snov. In počasi se bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, čist počasi bo obliko dobila. No takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. Ne bo jasno, življenje bo pol, sem bom živ ostal sem, da bivam kljuboval, ker če začnem verjeti svet, ko je lep in če vse samo ideja, povem ti še ne bo ne veja. To je svet, v katerem hočem verjeti, to je svet, v katerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri preniči, ki pomaga, da svet spremeni. Svet za umreti, to je svet, v katerem hočem verjeti, to je svet, v katerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri preniči, ki pomaga, da ti pomaga. Stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil. Ko je prvič šel v svet, si pripel rdeč je cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je v slovo. Oče zgubljal, ni besed, bil je vajen tujca klet. Sinu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in drja.
Resnica je obla teptana, resnica brez sramu zastramovana. Dokler laž in verolomstvo je v časteh, dokler svobodo ljubiti je greh, dokler visoki netijo razdor, svetniki pridigajo bratomor, ljubezen kot desetnica brez doma, od vrat do vrat za črno skorjo roma. Dokler nasilstvo in izdajstvo vlada, ponos, moštvo kot piškov sad odpada, dotlej v temnico smradno sem zaprt in od življenja ni mi hujša smrt. Težko se premagoval, saj ubijati ni znal, večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas, nič več ni le zmagoval in zato si je lagal, snemal slovenskega naroda si. Ni marmoneci, s njimi živim kot slovenskega naroda.
smo doma. Z vami smo bili Mojca Rusjan, Združeni pevski zbori občine Renče Vogrsko in zbor iz Šampasa, Pihalni orkester Vogrsko, Darko Nikolovski, band Ad hoc in Ingrid Kašca-Bucik, ki vam v imenu vseh kličem srečno!